na sodišču ni govoril, ni hotel govoriti, ni prišel v dvorano in podobno. In to ponavadi, seveda, ljudje se tudi obrnejo proti temu. Janša se tu vedno zapleta, edino enkrat je odigral vlogo, tako kot se je pričakovalo, umirjenega dialoškega, to je bilo 2004, takrat so ljudje imeli, potem seveda ni bil enak in ljudje so dvomili, seveda, da ne bo ponovil teh, napak tudi zdaj. In mislim, da je to dobil. Torej, jaz sem trdno prepričal, da je volitve izgubil, verjetno ne bi bila taka razlika, ko se javno-medijskega tedna pogovarja, ampak volitve je izgubil zadnja 2 dni. In to je radi umazane kampanje in radi TV konfrontacije? Zaradi umazane kampanje in ko je on prišel na vrsto, da bi moral z istimi orožji biti observiran, se je on omaknil, ni prišel, jaz se ne spomnim od leta 90 primera, da kakšen politik, top politik ne bi prišel na soočenje takrat, ko je pričakoval neprijetno vprašanje. In on je 2 ključni soočenji izpustil v petek. Kako vi gledate zdaj na formiranje nove vlade? Zakaj? Nujno in sprememba referendumskog zakonodaja, zato ne obstaje dvotrećinska većina u državnom sporu. Kako gledate na ponašanje desničarske stranke, kaj su ušli u državni spor? Torej, jaz mislim, da obstaja možnost dvotrećinske većine za to, ker je celo neka, ne vem koliko realna možnost, da prije do relativno velike koalicije, torej koalicije Janković, Virant, SD, ki seveda so za, potem Ljudska stranka, ki morda ne bo v koaliciji, pa je tudi prej, ker je bila v opoziciji, je podpirala pokojninsko reformo. Jaz mislim, da ta konstelacija, taka kot je zdaj, ima izrazito dvotrećinsko večino za spremembo pokojninske zakonodaje. Ampak to morajo storiti takoj. Če bo to šlo v drugem delu mandata, ko se že začne volilna kampanja, to ne bo šlo skozi. To se lahko zgodi zdaj v najkrajšem času, da se zakonski rok po referendumu, koliko moraš počakati, da daš nov predlog na mizo. In koliko spomembno je fakt, kaj Desus ne uči v vladu, sa Desusom ne mora delati pokojninski reform. Ja, torej, zdaj 2 možnosti sta, ali da Desus ne gre v vlado, niti ni nujno ta moment, tako kot zdaj, če bo ti rezultati, ko se zdaj kažejo ostali, so možne koalicije, tako leve kot celo desne, desne malo težje, ampak leve brez Desusa, ker Desus je premajhna stranka za ceno, ki jo postavlja. Zelo draga stranka in tako da jaz menim, da je možno prvič, ali da ne gre v koalicijo, pa se koalicija sestavi, ali da gre v koalicijo, pa se jih da tiha privolitev, da ne glasuje o pokojninski reformi. To je možno, en taki tihi kompromis. Vi ste spomenuli eno koalicijo Virant, Pahor in Janković. Hipotetično, če vi mislite, da ta koalicija mora najti en konsistentni gospodarski program, zakaj med Virantom in Jankovićem je in velika razlika v gospodarskem smislu? Ja, ampak to je v času, predvolilnem času. Kasneje je to, na zadnjem soočenju je Virant rekel, da ko so kazali velike slovenske firme, a mora država se povedati 25% kontrolnemu deležu, je rekel, da ne pri teh velikih firmah. Torej, tu so neke kompromisi možni. On ni tak neoliberalec, verjetno, kako se je kazal v kampanji in Janković kot gospodarstvenik vendar je realist na tej točki. Mislim, da tu celo bi lahko bila zelo enostavni kompromisi, celo morda lažje kot z SD. Namreč ne gre pozabiti, da SD vendar tako kot to tradicija kontrolira v neke mere sindikate. In to bo zelo zahtevno in zelo nevarno bolje, kako bodo sindikati reagirali na to novo koalicijo. Če vi mislite, kot Virant ima vlogo Jesičaka na vagi, zakaj on mora odločiti, kaj je koalicija je mogoče? Ja, ne vem, če je, zdaj bi moral videti rezultate, ne vem, če on lahko odloča, ali je njegov vstop v desno koalicijo tudi možen, torej da se izide računsko. Desna koalicija tudi z Virantom bi bila relativno šibka, tako zdaj je kaže. Dobrih 8, tak. Ja, to je, jaz menim, da je bilo tudi nekaj zelo umazanih, sicer se po volitvah malo kaj pozabi, ampak bilo je v razliku, torej Viranta so ubili, javnomnenjsko so ga ubili in niso ga ubili mediji, ampak je bil ubit prek medijev. Torej, ve se, kdo ga je ubil in
dvomim, da bi bil tako nezamerljiv, da bi šel enostavno čez to. Što se meni tiče še eno vprašanje, kaj vi mislite, kak bodo Janša se ponašati zdaj, zakaj on ni pričakoval poraz, pričakoval zmago in zdaj on je poražen, kaj vi pričakujete neko obstrukcijo od strane Janša? No, obstrukcija ni problem, obstrukcija je normalen ritual parlamentarni. Večji problem je to, če bo dojel. Do zdaj po izkušnja nikoli ni bil sposoben čestitati zmagovalcu in reči, ok, bil si boljši za 1%, 2, za 0,1, ampak vedno iskal neke eksterne razloge. Lahko se zgodi, da bo celo probal na začetku ljudi spraviti, da bi protestirali pred parlamentom, pred Republiško volilno komisijo, to nekako vedno počne, ampak potem se ponavadi malo omakne in na koncu se umiri. Mislim, da bo na dolgi rok moral vendar priznati rezultat. Tudi ta relativno nepomemben zaplet v Tržiču je verjetno manevrski prostor, da se dvomi v legitimnost volitev. Ampak jaz mislim, da od leta 90 v Sloveniji so volitve ob vseh napakah, ki so se dogajale, so dovolj legitimne bile. Nikoli ni bilo resnega dvoma v rezultat, ki je bil dosežen. Samo eden je vedno volil, ali je bil mestna raven ali je državna raven. Ali dejansko desni potencial in levi potencial je celo tisti, celo tanki, zakaj to je po 34 mandatov poslancev v državnem zboru? Ja, zato, ker je bila napaka, torej tako ne bom rekel desnica, ker Virant ni desničar, je neoliberalen politik. Če bi pomladna opcija, tako imenovana, če bi izbrala Viranta, kot mladega perspektivnega politika, bi danes zmagovala, bi šampanjce zbirala. Izbrala je politika, ki je pravzaprav najslabšo varianto balkanskega političnega stila ohranjal, poznamo to sintagmo od nekaterih avstrijskih novinarjev, in menim, da je to bila ključna napaka. Zdaj, to politiko se enostavno v 21. stoletju več ne da. To se je videlo tudi v odnosih, ki so pokazali se kot čisto virtualne konflikti, tako naprej, recimo dolgoletno generirane konfliktov z Hrvaško. To so se, v enem dnevu so se stvari uredile, ki so prej bile 20 let na tapeti, nenehno in tako naprej. In če bi bil Janša, seveda akter, bi se verjetno ne glede na obljube, ki jih je dal zahodnim diplomatom, bi verjetno še skušal igrati na to opcijo. Tako da v tem smislu je enostavno, ampak po drugi strani sem pa jaz povedal v sredo v svoji kolumni, tokrat se ne bo nazdravil šampanjcem, kdorkoli bo zmagovalec, ampak s aspirinom. Namreč situacija je tako težka, da enostavno ne veš, komu bolj privoščiš ta mandat, ali nasprotnikov ali zaveznikov. Hvala za mene, kolege. Ja, jaz bi še gospod Miklak, zdaj sem vprašala, kaj je pretehtalo. Videli smo zadnji teden, kaj je bilo ključno. Morda to, da se ni Janša udeležil soočanja na televiziji Slovenija, morda njun dvoboj na Kocevejo. To je končno dejanje bilo. Torej, pokazalo se še enkrat, da v slovenski tej volilni kampanji se ne loči dovolj med negativno kampanjo, to je normalni del rituala, se pravi, da pokažeš, da si ti dober, nasprotnik je slab, izkažeš kontrast, ampak sploh prehaja do umazane kampanje. Čisto vse, če se spomnite nazaj, na vseh volitvah so bili tisti, ki so šli v umazano kampanjo, so bili poraženci. Torej, jaz sem že prej povedal za kolega avstrijske televizije, torej ni izgubil recimo Virant, zaradi medijev, ampak preko medijev, nekdo je generiral ta konflikt. Res je tudi, da so mediji, vsaj nekateri, odigrali vlogo navijačev. To seveda ni dobro in slabo je, če se pravzaprav pojavljajo ključni mediji, javne televizije in tako naprej, da se ukvarjajo kot navijači. V tej situaciji se je javno mnenje podobno pravzaprav tudi tistemu, mi poznamo javno mnenjsko raziskovanje tako ali underdog effect. Se pravi, da gre za tistim sočutniško, za tistim, ki je nenehno na tapeti. Kaj se je pokazalo na koncu? Torej, to generiranje papirjev, virmanov, zemljiških izpisov in tako naprej, z katerimi je mahal največji osmoljenec nocojšnjih volitev, so se v nekem trenutku pojavili kot nova agenda na dnevnem redu za tisti, ki so ga hteli vprašati, kako je pa z njim. In on v tistem trenutku, namesto da bi to pokazal, da bi sodeloval, se je omaknil in pobegnil situacijo. Ne bom danes, bom jutri, bom preko računalnika in tako naprej. In jaz menim, s tem si zadal zadnjo možnost. V televiziji bi morda jaz spreten
je spreten zaradi kilometrine, ki jo ima na televiziji, lahko bi morda pojasnil. Morda niso to tako velike stvari, ne? Morda bi lahko pojasnil, ampak če se omakneš, ne, pravzaprav daš javno izplačilo, da se ne upa soočiti z konflikti, ki te čakajo. Ne? Bo imel Zoran Janković težave s sestavljanjem koalicije? To niti ne. Mislim, da ne bo imel kakšnih večjih težav s sestavljanjem koalicije, bolj bo problem, kaj početi. Ne? Jutri bo še lep dan, ne? Po jutrišnjem bo pa že teže. Ne? Jaz sem prej govoril, ne, da verjetno so to edine volitve, na katerih ne bodo šampanjci pokali, ampak bojo aspirine v kozarce metali. Ne? Torej nobenemu ne bo lahko, čisto vseeno, ali bi zmagal Janša, ali bi zmagal Janković, ne? Tisti, ki bo zagrizel to situacijo, bo izjemno težko situacijo. No, bo pa, če bo prišlo do relativno velike koalicije, ne, jaz napovedujem, da ali en ali drugi dela koalicijo, bolj verjetno seveda Janković, ne, ker je prvi na potezi, da bi bila smiselna velika koalicija z Virantom in z SD. To sta dva antipola, po eni strani leva korekcija, na drugi strani bolj neoliberalna korekcija, ampak v preseku so niso tako daleč eno drugega. Samo še to, tudi vi kot Borut Pahor napovedujete nove predčasne volitve, narediti težave, pravite, da je? Mislim, zaenkrat ni nobenega razloga, razen če se je Borut Pahor odločil, da ne gre v koalicijo. Ne? To je edino v tem pogovoru. Vprašanje pa je, če so se njegovi strankarski kolegi odločili isto kot on, ker je on je vendar pripeljal to stranko iz 30% na 10%. Ne? Tako da on zdaj karkoli govori, mora malo počakati nekaj menijo njegovi člani. Ne? Ampak to, kdo bi skrajno neodgovorno zdaj to napovedovati, ker volitve so še išle, zdaj se eno, a so po okusu enega drugega, išle so se dokaj normalno. Možna je koalicija, predvsem leva, možna celo desna koalicija. Ne? To, da bi kar bežali, da bi se navadili tako kot Italijani v 70 letih, ne? Da bi kar vedno, ko ne bi komu kaj pasalo, šli na volitve, ne? Časa, to bi bila katastrofa za Slovenijo. Hvala lepa.